Živijo, tukaj Anže, poslušate oddajo Aparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. 17. epizoda Aparatusa je bila posneta 21. aprila 2013 in sicer z Matevžem Luzarjem, režiserjem filma Srečen za umret, ki zdaj le igra v kinih, tako da ga pejte pogledat, ker je kul. Drugače pa govorila še o serijah, pisanju scenarijev, kaj on uporablja za pisanje in še o drugi strojni in programski opremi, ki jo ima. Ostale epizode oziroma pogovore najdete na www.aparatus.si, 2p sta v imenu. Na podke se lahko naročite preko iTunes oziroma RSS vira in če tole slučajno poslušate v iTunesih, bo kakršnakoli ocena tam dobrodošla. Evo, zdaj pa Matevž. Res, kje sva? Kje sva? Ja. Sva na Pakt Mediji. Pakt Mediji. Što lahko dam za un intro, ki nič ne pomeni. Ja. Pakt Medija. Pakt Medija. Redo, ja. V neki hiši, ki jo noben ne najde razen mene. Ja. Ratalje. Ja. V glavnem, ja, zdaj smo začeli. Okay. Tako da, kdo si in kaj počneš? Sem Matevž Luzar, sem režiser in scenarist. Počnem pa, pišem scenarije, režiram filme. To je edina stvar, ki me zanima. Oziroma režirane nasploh, tudi reklame, tudi zanima me serije, v zadnjem cajtu tudi zelo serije, in to je nekako tako zaokroženo. Vse moje cel življenje se zvrti okrog filmov in teh stvari. Videla bova šla na tvoj film, ja? Mislim, ker si serija omenil. Kjere serije? Kjere serije? Serije, mislim, ameriške. Ja. Ne, te glavne, mislim, kar se je zgodilo v zadnjih 10 letih, mogoče 15, odkar se je Six Feet Under pojavil. Aha, Six Feet Under. Takrat sem začel bolj spremljati. In ker se je pojavil, s tem je v bistvu ta kvaliteta serij prerasla kvaliteto ameriških filmov, tako generalno gledan, ker so vsi te avtori, scenaristi, režiserji pobegli nekako na televizijo, ker imajo več svobode, ker jo imajo nekako v tem klasičnem hollywoodskem studio sistem. Jaz sem slišal, da je ful lažji tam delati, ne samo zaradi svobode, ampak da se hitreje stvari naredijo. To definitivno. Ja. V bistvu oni imajo pilot season, ker se snemajo piloti, kjer pol odobrijo, da grejo na daljno produkcijo in tako nekako se zelo hitro odvijajo stvari, tudi samo snemanje. Čeprav, ko sem bil na teh snemanjih teh ameriških serij, v bistvu je snemanje zelo filmsko. V bistvu tudi marsikaj film v Evropi oziroma v Sloveniji se sploh ne snema tako profesionalno. Na čemu si pa bil? Na kjerih si bil? Bil sem na nekih pilotih, bil sem na Masterwork, ni nikoli prišel, ki je bil od kreatorja Prison Breaka. Aha. Pa kaj še bilo? Bilo je še nekaj, pa sem že malo pozabil. No, da je pa, ker sem rekel, pred 10 leti ali 15, to pač takrat je v bistvu HBO zares štartov, z original programmingom, pa gleda na to, da si tam Six Feet Under je bil, kaj Ellen Ball je to, ne? Ellen Ball, ja, to je American Beauty, ja. To je bil tak prvi korak, se mi zdi. Potem je sledil Sopranosti, ker so naredili še večji preboj in dejansko tudi produkcijski production value celih serij zrastel. Mislim, ena epizoda Sopranotovo je stala takrat, mislim, da 1,5 milijona, da se je posnet. Tako da ker je že v bistvu pri nas cel film nekako, če nas srečo. Kjer bi pa še izpostavili? Res, zato kaj, ti si pač filmer, veš, pa je tako pa, če s tem ful živiš, ne, pa me v bistvu pa zanima, kjere serije so pa te, pa tako, da si jih res gledal, ne samo nekaj moč reči. Res Breaking Bad je najboljša serija še stara. Mislim, Breaking Bad je najbolj napisana serija, odigrana, vse štima. Pa med meni, v bistvu, ker so tudi neka ta špura, ker me je presenetljiv, da taka serija je tako uspešna, ker nima nekih velikih zapletov v smislu eksplozij, vojn, kot recimo Game of Thrones, ki je tudi super serija. Kaj sem še pogledal? Mislim, itak Louis C.K. Ja, a Louis ali Lucky Louis? Ne, Lucky Louis ne. Tiste je čist nekaj drugega. Louis C.K. je za moje pojme Seinfeld 21. stoletja, v bistvu. Tako nekako bi Don Seinfeld zgledal, če bi ga Don snemal. Ja, pa se tako pa je Curb Your Enthusiasm, ne, na to forum. Ja, ki je v bistvu Seinfeld. Ja, ki je v bistvu tudi Seinfeld. Ja. Mislim, Curb je tudi genialen. Mislim, Curb sem pa šele v zadnjem letu, tako med montažo mojega filma začel gledati. A res, ja. Viš, to je mejem fauš, sem folku, ki tega še niso videli, ker so to, a veš, jaz bi Curb tudi še enkrat, brez da bi karkoli gledal. Mislim, jaz enkrat na let pogledam celega Seinfelda. Ja, to je super in pa mi je bilo recimo Curb je bil super zaradi tega, ker sem lahko, ker tudi nekak del Seinfelda vidiš v tej 7. sezoni, ki je pa vrhunsko. Mislim, vrhunsko že v konceptu, kako so uživeli Seinfelda, ker so vsi pritiskali njih 10-15 let, dajte narediti novo serijo, saj neki special in pa so komponirali noter v Curb, ki je pa genialno.
Zdaj te moram vprašati, naprej gre stran serije, ampak dve, ki sta moje. Ker jaz sem dosti podoben, dosti podobno razmišljam, da res, takrat se je nekako začel, ne? Ampak ena je pač, kar se dram tiče, ne? Zdaj pa Breaking Bad zelo blizu, no? Moram reči, ne? Ampak meni je The Wire. Pač, The Wire je super, ja. Meni je to The Wire, pa neki cajta noč, pa Breaking Bad, že spet neki cajta noč. Jaz sem tam tisto čislam, da je že smešano. A pa ta druga stvar, ki me bolj zanima, glede zato, ker si fan Seinfelda, pa to, no? Pa v bistvu bolj sitcomo, ne? The Office, ne? Pa ne zdaj ameriški, smo zdaj ameriška, ki je v redu, ampak okay. Ampak originalen angliški Office, si gledal? Ja, valjda. Okay. To ni več ponovati odgovor, ja, valjda. Ampak tako, te tako vprašati kot filmar, ne? Kako se ti je ti zdel tako narejen? Ker Gervais pa Martin sta rekla, da bi se delala ta anti-televizijo. Kar je takrat dosti res, ne? A si to tako doživel? Jaz sem končno, v bistvu, kar sem začel, jaz mislim, da je sitcom kot žanr je mrtev žanr. Da je v bistvu Seinfeld, kar je naredil in to je bil peak of the line. V bistvu. Zdaj se je pa sistem spremenil v enokamerni sistem, ki ga je pa v bistvu tudi Gervais z Officeom potegnil ven nekako in naredil ta mockumentary, ta fake dokumentarc, ki je pa zaživel noro. In isto je pa nekako začel to. Meni je še bolj kot Office so mi všeč Extras. Okay. Extras so mi genialni. Ta njegova filozofija, da naredi 2 sezone pa še 2 speciala in pol konča serijo. Se mi zdi, da je to nek tak lifespan serije, ki pol razvodeni. Edine serije, ki ne razvodenijo, mislim, da je Breaking Bad, ki je sezono v sezono boljši. Ja. Ampak tudi tam je več to dobro, da se to izpostavlja. Jaz sem tudi mogoče malo na to cilju. V Ameriki, če gre na ameriške serije, sta te 2 sistema. V bistvu eno je ta network television, kjer so Fox, NBC, te ta veliki, ki jih vsi gledajo, pa so zastonski kanali, in te imajo ponovadi 24 delov na sezono. Pa je pa ta HBO, ki je pa premium cable, ki jim daš denar, pa Showtime. Kaj se zgodi pa 13 delov na sezono, ne? Ja. V bistvu od oka, ne? Kar je dobro. Primer tega Mad Mena je v bistvu bil super, ker je noben v to velikih ni hotel kupiti. Ja. In ga kupil mehen network, takrat mehen AMC, ki je pa zrastel na Mad Menih in zrastel je na Breaking Badu. V bistvu je zdaj rato pomuzanski. In je to tak, v bistvu tudi neki novi playeri pridejo noter. In to mi je zanimivo. Tudi zanimivo je recimo, kaj BBC počne v zadnjih letih, ki ima nekih vrhunskih serij. On je naredil Sherlocka, ki ga je postavil danes tukaj in super funkcionira. Mislim, klasična zgodba, ampak dela v tem času. Ali pa Lutra, recimo. Ja, Luther je tudi masterpiece v malem. To ne želim, kako Nina Kožar poslušala, bo začela plaskati. Ja. Ampak veš to meni, jaz sem zelo zanimiv. To klik, to, ki se rekel, ta življenjska doba, ker pač ta originalna Office od BBC-a in res te 2 sezone special in to je, kako na konc prije to? Mislim, v urah je to 6 ur, 8 ur televizije, ne? Ja. Pa je tak boom rad. Moje vprašanje, ne? Zakaj pri nas, kje misliš, da bi pri nas lahko, ne? Res smo nacionalka, ki je dosta analogna tem BBC-u, ne? Javni zavod, pa funkcionira to. Zakaj se pri nas to ne zgodi, da bi imeli neke take bolj limited run zadeve? Nisem sploh limited run, da bi sploh kje imeli neko raznolikost. To je prva stvar. Ja, okay. Mi pri nas se nekako vsi, ki delajo te serije, pa pustimo kakšne so kvalitete in vsi kao ciljajo na neko družinsko serijo. Ja. Ful pa se zanemarja neke te nišne stvari. Mislim, da bi imel neko serijo, ki bi targetirala, ne vem, na populacijo od 18 ali od 16 do 35, da bi imel serijo, ki targetira, ne vem, od 30 do 60. Mislim, je tle nek potencial in se je izkazalo, da bi lahko bilo. Ampak vse je sam volja neke televizije, da začne to delati. Mislim, dober primer je bila tale terapija, ne? Ja. Ker nekako, mislim, scenariji so isti, imajo predelani, kot je v originalu, ampak zadeva funkcionira noro. Ja. So dobri igralci, dobro zažirani, vse stoji tako, ko more. Mislim, gledal sem ameriško, originalno izraelsko, pa še neke druge tudi in mislim, je bilo ležiti. Ja, mislim, tudi neke vrhunske stvari, ker je zelo težko narediti. Ja. 2 sedite in se pogovarjata. Ampak meni tudi ta ni bila toliko zgrešena, pač priredba, ker original je tudi od HBO. Ne, original je izraelski. No, ok. Ja. Naši so pogledali v Brnu več kot očitno. Ok, sorry, ja. No, ampak tam se tudi meni zdelo tako, to tako si gledal, pa sem gledal, ni bilo nič v zadnji, da gledaš nekaj slovenskega. Mislim, meni je, ker je bil fotor, recimo, pri terapiji, ali pa, ne vem, tudi pri Officeu, ali pa pri Louis C.K.-u, v bistvu ta Louis serije, v bistvu to je neka stvar, ki bi lahko tudi pri nas delali.
Ja, no, to niso drage stvari. Recimo Louis C.K. dela na televiziji FX vrti, ki je zelo mala televizija. On ima budžet za eno epizodo, mislim, da menj kot $200,000. V bistvu je zelo mehna produkcija. Ampak na koncu kvaliteta s to novo tehnologijo v bistvu se zrasla, ampak spet vidimo, da je glavno pomen, če imaš ti dobro osnovo, dober scenarij, lahko marsikaj narediš. Ni treba, da delamo Game of Thrones, ker jih nikoli ne bomo delali. Jaz sem glik na to cikl, nekaj si rekel, da je zato meni ta BBC-ov sistem, oni tudi nimajo. Rečeš BBC, pa mislim, da imajo oni tudi denarja, da bi lahko delali Game of Thrones. Oni Game of Thrones zadnji ne morajo narediti. Ampak fora tega, da oni to vejo in pol naredijo serije, ki imajo 6 delov v eni sezoni. In je pač to. In te so ta najboljše. Ali pa Sherlock ima 3 dele. To je noro. Ne? Ja, zato se oni odločujejo kreativno. Gledajo vsako serijo posebej. Danes ponavadi imaš po občutku, da hoče sam neki slot zafilati. Da reče, mi rabimo neki, da zafilamo 24 delov. Kako bo 24 delov napisal? En človek. Ker ponavadi to v Ameriki piše 10 ljudi. Imaš v writer's room. Zdaj, ki so pri writer's room, pa ti, ki si scenarist, to sem se pa znam s pižamo pogovarjal. Nek so tudi malo sitkomi govorila. In je tudi rekel, da pač tam imaš te staff writerje, da to pač neki ljudje sedijo za mizo in pač to napišejo. Ni tega, avtorstva je zelo malo v Ameriki, tudi v Angliji v končni fazi. V Angliji ga ima več. Ampak kakšna je tam zate razlika, tako ti, ki si sam napisal v bistvu ta scenarij? Kako bi se tam sploh vklopil noter človek? Mislim, oni te writeri to v bistvu živijo, to je njihov job tam, v bistvu oni to tako dojemajo. Vsaka v bistvu to struktura vsakega šova, te glavnih šovov je tako, da imaš ti head writerja, ki ponavadi ta created by, ki piše na in potem on naredi to nek Bible, kako bo ena sezona v bistvu potekala. In potem pa ponavadi teh 7 writerjev, ki so v writer's roomu, dobijo po 2 epizode, da napiše. In pa imajo oni tudi znotraj tega neke svobode, pa neke joke. Oni so v istem prostori, tako da sem videl tukaj vsak dan imajo table, razdelujejo epizode in pa gre in vsak napiše. In je zelo tako demokratično. To je pa zdaj moje. Njihov cilj je, da naredijo dober. In velikrat je bilo recimo primer Friendsu, je bilo, da če ni prišel tvoj joke kot writer v eno epizodo v celi sezoni, si bil odpuščen. Pa recimo zelo dobra knjiga, tale ena od zdaj se ne spomnim imena, ampak naslov je My Seinfeld Year, prav od enega komika, ki je pisal eno sezono. V eni sezoni je bil en od teh writerjev in super napiše svoje izkušnje, kako je delal noter. Zelo kratka na Kindlu se dobi. Sem link najdel. Zdaj gre malo stran serij, pa gre pač prvo na tvoj film, pa bo šla malo na filme. V bistvu, kako se je to začelo, kako je sploh prišlo do tega filma? Ker to je pač v Sloveniji izmerno neka zgodba. Zdaj ne vem kakaj, ampak pač ti si scenarij že prej pisal, pa si ga pol okoli kazal ljudem, ali en pač od tebe napiš scenarij, ali kako, kaj se je tam? Mislim, jaz sem naredil 2 študentska filma, ki sta bila zelo uspešna tudi po festivalih in tudi zelo veliko se vrtita še z manem na televiziji, na nacionalki. Prizgoda 2 metra spodaj je pa Vučko. Pa te dva filma sta bila zelo nagrajena, pa zelo veliko sta potovala po svetu. In pol jaz sem napisal tistim takrat nek kratki scenarij, ki je bil naslov takrat Ivan plus Melita. In je v bistvu takrat sem dobil Grossmanovo nagrado za ta scenarij od akademije, ampak sem čutil, da ta zgodba bi bila lahko celočen film. In pol v bistvu sem zelo hiter s producentom Diego tam prišel v kontakt in začela sem govoriti, da bi mogoče nekaj skupaj delali, in pa sem jaz dal ta kratki scenarij na mizo, sem rekel, da je potencial za celovečerca. On pa te drugi koproducenti so prebrali in so bili navdušeni in pa sem jaz šel pisati scenarij s tem, da ga naredimo. In tako nekako relativno hiter sem prišel do tega prvega projekta. Seveda je pa pol problem rad, tukaj smo zbirali denar. To me zanima, a kakšna je razlika, pa kaj pišeš za recimo, kot si ti, ki si pisal z namenom, mislim, ki si vedel, da bo narejeno, recimo, vsaj približeno. Ali pa tam, ki rečem, ok, jaz bi pa zdaj imam eno idejo za zgodbo, pa bom napisal scenarij, pa še nič ne veš, da se bo dogajalo. A veš, kakšna je pa kle razlika? Mislim, da ni razlika. Mislim, da je vsaka stvar, ki jo greš pisati, jo pišeš s tem, da boš nekoč naredil. Ker scenarij sam po sebi ni tako kot knjiga ali pa pesem, ampak je načrt za nekaj več. V bistvu za film. To sem cikl, in greš korak po koraku. Mislim, jaz imam en kup scenarijev, ki sem jih napisal kratkih ali pa tudi celovečernih, ki so v predalu, ki ne bojo nikoli posnet ali pa še ni to pravi cajt, ni posnet.
In tako greš step by step. No. In tle nekako se tudi jaz, ki sem pisal ta scenarij, nisem vedel, ali bomo dobili budžet, da ga bomo naredili, ali ne. Ampak greš res korak za korakom in delaš. No, sem to slabo. Mislim, sem vedno slišal, da je to tako, da pač pisam scenarije, si bolj arhitekt, kot romanopisec. Da je bolj v temu... Scenaristika je čist... Pri nas je tako. Mislim, ko se sam srečujem s tem. Ljudje, ti si napisal knjigo ali pa si nekaj napisal, da ti napiš scenarij. Ne? To ni lih res. Ja, no se. Veš, scenaristika je zelo neka prvi obrt, ki moraš ti neke zakonitosti poznati, da lahko sploh hrata nek kvaliteten scenarij. Moje pravilo, pa mislim, da je tudi tako generalno pravilo, če hočeš pisati scenarije, je kvantiteta rodi kvaliteto. Se pravi, prvi scenarij ne bo dober, pa če se odbiješ. In tudi prvi draft vsakega mojega scenarija, ki ga napišem, ni dober. Mislim, ima neke zametke, pa iz scenarija v scenarij lahko predvidevam že pri prvem draftu neke stvari, da funkcionirajo, ampak nekako z rewritenjem rata to neka celota, ki je vredno posnetno. In je full dela tle. To ni tako. Kaj to pomeni full dela? Mislim, ne, ampak mogoče sam časovno, veš, kaj to pomeni? Veš, od prvega drafta za nekaj, kaj z nule začneš pisati, pa do nečesa končnega, se vem, da je razlika, ampak veš, nek minimum pa je cajt. Jaz mislim, da je 1 leto dela na scenariju, da tako, če vse skupaj daš dela, da 1 leto mora preteči, da priješ od prvega drafta do tega production drafta, ki je končan. Ampak scenarij ni nikoli končan, ko pridejo igralci, drugi sodelavci, se nadgrajuje in potem na konec, ki delaš, vem, ki sem delal za srečen za finalni mix zvoka, sem prav to potrebal, še zdaj smo spreminjali neke dialoge, neke stvari, zdaj pa je končno scenarij napisan. Tako, ja, ki je bilo že vse posneto. Ja. Ker sem z Uršo Lenart govoril, nekaj režiserja, ki je rekla, da je tam imela srečo s tem zadnjim filmom, tem dokumentarcem, da je imela ta zegen, da se je lahko umaknila tako za par mesecev, ki je monterala, ne pa nazaj prišla, pa pol malo s frišnimi očmi, veš, videla. Je to dosti res tudi pri pisanju scenarijev sklepam? To je pri celem procesu ustvarjanja filma. Ja. Je pri scenariju isto, kad ti nekaj napišeš, pozab za nekaj cajta, pa spet priti nazaj, ker bo z drugimi očmi videl, pa nekje drug človek prebere ali pa drug vid. V montaži isto, kad delaš, montiraš film, ga tudi na novo pišeš. In moraš imeti to neka distanco, pa moraš imeti pokrok ljudi, kjer jim zaupaš, pa ki bojo znali objektivno presoditi, kaj je dobro. Ne, da te bojo samo trpljali po rami in rekli, ti si dober, ali pa to je super, ampak ne, je tudi nekako kritično precenjo, kaj funkcionira ali pa ne. In pa imaš to neka debata in pa so neke odločitve, ki jih moraš sprejeti. V bistvu. Kaj si ti res opisal, zdaj ta scenarij, pač ti ga v glavi, sej, tako kot si rekel, se pa nadgrajuje, pa ne cel scenarij, ampak ti si v glavi imel nek svoj film. Kakšna je pa razlika med končnim izdelkom, ne, pa med tem, kar si imel ti v glavi? Recimo, zanimivo je bilo pri tem scenariju, bilo zanimivo, mogoče tudi pri vseh teh scenarijih, kjer sem jaz pol še režiral film, ker delal sem tudi na nekih scenarijih z drugimi režiserji, to mi je tako gušt delati. Ampak nekako tako, ko so brali ljudje, recimo v tujini, ta scenarij, ga niso tako doživljali. Jaz sem jim skozi mogel zraven, pokazati moje kratke filme, da so videli nekak feeling tega filma bo. Niso ga brali kot neka ta tok bittersweet, v bistvu, film, kot sem ga sam hotel in sem ga na koncu naredil, v bistvu. Tako da nekako tudi ljudje, ki so spremljali iz tujine ta film, od scenarija do konca, v bistvu so zdaj, eni šele zdaj videli, to pa funkcionira tako, kot mora biti. Ker je pač neka zelo specifična stvar, ki me ne zanima. V bistvu ta neka skozi kontrapunkt med neko dramo pa med nekim komedijo. Tako kot je life nasploh, v bistvu. No, zdaj pa greja na pač film zdaj, ki je bil posnet, pa greja malo, če je Brnava zdaj govorila čisto o zgodbi, ki je podcast, ki nekaj ljudje gledajo in tega gledati, ne. Tako, kot sem ti že rekel, naprej so čega ful si me nategnil na začetku, ne. Ker, kaj, ta prvih 10 minut, ne, je malo vibastih, ne. Tako, mislim, tako sem ga jaz doživel, tako rekel, ampak jaz doživel tako, ker pač glavni protagonist sem tako izrazil, ne, pa sedi pa gleda v steno v enem takem jugostanovanju, ne, tako krep, ne, zdaj smo pa tam, ne, pa se pa razvije v pač legit film, ne, kar je bilo pa na koncu, ne, ker to, ta strah je pri meni zmerno prisoten v slovenskih zadevah in mislim, ampak pa tako resmo, ki je bil ta, kaj je bilo od ki prek Murci, ki tarok igrajo film, ki so ga vse Petelini Zajtrk, ne, pa zdaj ti, ne, se mi zdi, da tako počas prihaja nekaj, da sem znevo tega, da bom šel nekaj slovenskega gledati, pa tako, zdaj pa lahko bo cool. Ne, ampak, zdaj te hvalim od tebe. Ampak mene zanima zdaj
ti, ki si to delal, veš, koliko je tega bremena slovenskega filma? Ker ti si tudi dosti mlad, vse ti veš, kaj smo gledali večino cajta, veš. Koliko imaš ti tega bremena pri sebi, da pač v slovenski film prej izmeram en model, ki sedi pa gleda vse. Mislim, da če gledaš vse filme, ki se naredijo v Sloveniji, da to sploh ni res. Da je to ratala neka fama. Ampak ki ima nek temelj v določenih filmih, se čist strinjam, ampak ni to čistko. Jaz mislim, da v zadnjih letih se stvari zelo drastično spreminjajo. In jaz se zelo rad v svojih filmih igram s to neko tako, in tudi ta začetek filma je malo v tem, da ne tegnem gledalce. Ker se mi zdi, da se to pol lahko dosti bolj imaš neko zadovoljstvo naprej. Absolutno. Mislim, dejstvo je, da se slovenski filmi v zadnjih 30 letih niso veliko gledali, v zadnjih letih se pa ful spreminja. Jaz mislim, da z novo generacijo, mislim tudi s temi, ki smo bili skupaj na akademiji, mislim tudi Urša, pa meni se zadnje nekako se mi zdi, že na akademiji Nabršnik začel neko novo tendenco filmu in ta generacija, da nekako je zelo svetlo prihodnost videla, da slovenski film je tudi za gledalce. Jaz mislim, da gledalci rad gledajo slovenski film, če je dobro. Mislim, moramo pa vedeti, da imamo mi tudi mehno produkcijo. A veš, če bi imeli več filmov letno, bi bilo tudi več boljših filmov. A zdaj, kakaj, režiser v Sloveniji, če ga primeram športnikom, je tako, kot bi šel športnik vsake 4 leta na olimpijske igre. Vmes pa ni svetovnih prvenstv, državnega prvenstva in tega. Ampak greš vsake 4 leta na olimpijske igre in zdaj pa dob zlato. Je tle zelo povezane stvari so. Ampak je vse možno. Mislim, gre se samo za to, da moraš imeti pa tudi to, kar je ful pomembno, neko to autorefleksijo, pa dopuščati neko kritiko, ki ne smeš imati osebno, ampak to, da bo film boljši. No. Mislim, je zelo veliko delam na scenariju, pa tudi v montaž si vzamem čas, da zelo veliko razmišljam v teh stvareh, kaj funkcionira, pa kaj ne funkcionira. Ampak jaz se zmeraj zgledujem. Jaz vem, ker sem prve amaterske filme delal v srednji šoli, z VHS kamero, z tema videorekorderjem, imam se tako montiral. Ampak v bistvu, ko sem te filme pol gledal, se rekel pa pisno, zakaj ta film ni dober? Mislim, zakaj ni ta film tako, kot pa Goodfellas ali pa, ne vem, Boter ali pa ne vem, kjerkoli drug film. In potem sem zelo hitro gotovo, da je v bistvu ena velik manjka pač scenaristike. V bistvu. In sem zelo veliko začel delati to, v bistvu se izobraževati pa te neke zgodbe in v bistvu meni je sam povedati zgodbo, tisto, kar mi je zelo pomembno, da pride do gledalca. In tle je v bistvu, mi nekako se vsi moramo naučiti, kako povedati zgodbo. Ja, to je tajno lepa. Ampak tam, ki si rekel, da je temelj tega, jaz se starši strinjam, zadnja generacija, zdaj tako, zdaj greš, jaz sem šel, zdaj sem od Urše film videl, pa zdaj tvojega, zdaj čist ta zadnja izkušnja, ki je med slabega, ali že hoče reči. To prej res ni bilo tako. Prej se včasih šel, ampak je pa res, ne, da se doskrat povej. Še ena stvar. V bistvu na akademiji so, ne vem, lansko leto študenti posneli neki reportažo na ulicah in so ljudi spraševali, kak se ti zdi slovenski film. In vsi depresivni, zrneč, to je zdaj žile rezati. Pa se jih vprašali, ok, drugo vprašanje pa bilo, kjer je pa v zadnji film, ste ga gledali? Vesna? In je v bistvu nekako, se tudi na YouTube, lahko daš link tudi zraven, je to neka stvar. Gre se za to, da treba je filme več gledati. V bistvu. Se nekako, boljši bojo filmi, bolj se bomo rešili tega. Vse to. Se to bo moj point, da pač, ampak ta temelj je enkrat pač obstajal in zdaj sem meni res, zato sem to vprašal, zdaj pa res nek folk je gor pršel in zdaj to bo pa moja naslednja vprašanje. A misliš, da ste vi, ki ste nova generacija, pa greva reči po zadnjih 10 letih, kar je ali AGRFT sproduciral, ali pa ljudje, ki so pač sam začeli snemati stvari. Koliko ima to veze s tem, da so bile ene stvari veliko bolj dostopne? Predvsem cikam na internet. A veš, čistko, da si lahko več pokonzumiral. Mislim, za mene, v bistvu jaz, če bi bil danes star 16 let, takrat, ko sem začel se ukvarjati s tem, pa sem nekako rekel, bi rad delal filme, če bi jaz bil danes 16 let star, ta možnost, ki imaš danes, v bistvu, meni je internet pa zdaj, ki se je nekako, jaz sem pač generacija, ki imam skozi neko transformacijo iz ene države v drugo, iz nekega šolskega sistema v drug šolski sistem, skozi neki. In tudi internet je bil tako. In meni v bistvu z internetom, ker jaz sem pač iz Zagorja, Zasavja, nisem iz Ljubljane in nisem imel dostopa do kinoteke tega stvari. Moje je bilo videoteka, edino mesto, kjer sem lahko gledal filme. In televizija, Hrvaška, ena, ki ima imela vrhunske filme. In pa nekako tako z internetom se pa to odprlo. Mislim, jaz kar naenkrat berem scenarije
skratka, ki prej nismo mogli brati. No, vse to mislim, ne. A veš, meni se zdi, pa ne zdaj, da transformatorska moč interneta, ki je zelo zlajdan, ampak tukaj se mi zdi, pa se res pozna to, da si res dobil dostop do stvari, ki prej tudi, ali zelo težko bilo dobiti dostop, ali pa to event, veš, v kinoteko so Kubricka vrteli, pa je noro, ne, recimo, zdaj Kubricka dobiš, mislim, takole, legalno in ilegalno, kako obrneš, veš, No, zdaj, moj naslednje vprašanje je v bistvu ta, veš, ker si ti gledal, pa že recimo, ta Američani, ki imajo svojo produkcijo, pa potem kar je Evrope, koliko misliš, da se je vpliv tudi evropskega filma na nas, ali pa na vas, na vašo generacijo, režiserjev, pa scenaristov, ali veš, poznal glih zaradi pač neta in tega, ki je bilo bolj dostopno. Jaz dvomim, da si vse indie dobre, ali pa tisto, kar so danci, dogmo dela, patrierjev, to je znam, če se je to dal prej ekstra dost videti. Ne, ni mogoče to videti, razen izven festivalov ali pa neke menše distribucije tega. To je bilo nemogoče videti. Zdaj se pa to tak priješ do tega, mislim, in to se spreminja. Jaz mislim, da tudi je to nek največji zoom v človeštvu po ognju, je internet. Ker dejansko vam res lahko imaš na dostopu telefona, računalnika in ni nobenega opravičila, da ne moreš narediti dobro. No, vse to, ker jaz mislim, da je več referenčnih točk zdaj, kot so bile včasih. In tudi najdeš si neke stvari, ki te zanimajo, v bistvu zelo specifične, ki jih prej sploh nisi imel dostopa do njih. To je meni super. Recimo, internet bi se ne predstavljal življenja brez interneta. No, zdaj pa greš malo za en film in tam noter je zdaj, da bomo še enkrat, dve zadeve, ki sta meni zelo v glavi ostale. Prvo sem že prej omenil, naprej sem začel snemati, in to je ta, da pač na eni točki je Gmail noter. Se vidi, da je taka glupa stvar, ampak pač moje možgane tudi tako delujejo. Pa bil tam v bistvu tako vprašal, s tem product placementom, kakršnikoli, pa to ni bil product placement, ker je to res izkoriščen. Ampak, koliko misliš, da imajo ljudje občutka, ampak ne bom tako vprašal, koliko imaš ti občutka, veš, ti si dal ta Gmail noter, zato ker pač 3/4 sveta uporablja Gmail in je to legitimno izpadlo in ni bil nek weird open source Linux mail, ki ga noben ni videl še v življenju, ne. Ampak, koliko imaš ti tega občutka, da kaj uporabljaš v svojem filmu, pa kaj lahko posnameš, pa kaj ne, pa kaj pol res izpade, tako ena taka čip, pač res product placement. Mislim, meni je bilo zelo pomembno, da vse te brendi v bistvu so zelo prisotni v filmu, ker to del našega življenja. Ni bil to nek product placement v smislu, da so oni še nikoli denar dali. Ampak meni se zdi, če ti odpreš Gmail, pa če odpisal Gmail gor, boš verjel, kakor pa da piše Gmailo ali neki, ker ti že na tej stopni verjetnosti ti zadeva pade. In mislim, to je dober film, če rekel, ki je delal social network, mislim, zakaj imajo oni te kompjuterje, ki jih imajo, zakaj imajo, uporabljajo Google in te stvari, zato ker je to zelo del naše kulture. To ne moramo mimo tega iti zdaj. In meni je bilo to ful pomembno, ker je pač učenje računalništva, da je Gmail noter, da je Facebook noter, da so Firefox. To je vse nekaj, kar je prisotno in v bistvu ti tudi tem verjameš in pa tudi na nek način tudi malo bolj verjameš zgodbi. Mislim, ne prekineti. Ne prekineti, ni tečega elementa, ki bi ti rekel, čak malo, to pa sploh ne obstaja. To je velikrat je to problem, ne samo pri naših filmih, ampak nasploh pri filmih vse so tako, ko si prej tudi rekel, telefonska številka 5555. Ampak mi smo to že zdaj kupili, to je pač nek kliše, ki pač mora biti, iz čist pravnih razlogov. Ampak je pa pač problem pol, če se odločiš za to, da imaš, je pa moraš prejiti skozi to pravno celo zadevo dovoljen in jih dobiti, da dovoljenje, da lahko pol imaš to svoj. To sprav, dejansko se je nekdo iz producentske ekipe filma se je na eni točki z Googlom zmenil, da bi lahko dal Gmail film. To je dejansko obstaja. To dejansko obstaja. Drugače tega ne bi mogli v filmu. Tako ne more biti druga muzika, ki imamo v filmu zelo raznoliko muziko, smo mogli vsa dovoljenja dobiti, nekaj plačati, nekaj smo dobili za stojno. Lepa. Okay, no, sem tako, ker me je sploh zdaj, ker v bistvu mene je to tak ekstra vtis naredil, a veš, nekaj je res Gmail. Jaz sem si to v glavi, ker nisem sploh pričakoval. Že to, da je bil Firefox in Firefox je tako vsaj open source, tako ker rečeš, ajde, to je pa pač firma. Ne, pa isto bi, Firefox bi mogel isto dobiti dovoljenje. Viš kaj, je tudi za ameriške filme, zakaj se to ne pojavlja, ker oni mislim, da imajo tam nek zakon, da če je noter neka blagovna znamka, da mora, ker je to pol reklama za blagovno znamko, mora blagovna znamka plačati filmu, da ga uporablja.
A ja, so iz kontra. In zaradi tega v bistvu se tam pojavljajo te stvari. Pri nas je pa v bistvu vse stvar dobiti dovoljenje. Mislim, meni je pomembno, da se oni učijo na Windows mašini, internet, zato se vsi učijo na Windows mašini. Ni randomly iMac v kodu. Ne more biti. Pa po mojem bi bilo tako, pa bi dobili Mac. Ampak je stvar verjetnosti, tudi kako iz zgodbe, da ni posiljeno nekaj. Ker iMac bi tebe zmotili. Ja, bi me. To so plačali. To sem že rej so zameril v Tazadmu, Derek si gledal, ki ima iMac-a v domu za ostarele. V vseh Fincherjevih filmih so Mac-i noter. To je tudi mene, ki ti se jo pa res vne. To je ta prikrito oglaševanje, ki ga imaš skozi. Ki je non-stop zraven. To je res, Ampak druga stvar, ki je meni zelo izstopala, je pač ta kadar, na katerega se sklepam, da si cikal, ampak je res epski v filharmoniji, ki ste v koncertu. Ne, v bistvu smo operi. Oper, jasno. Ker ste v operi, ki kamera potuje, dirigenta, zelo močno. Vsaka čast, to je prva stvar. Druga stvar je tako, jaz sem zadnje cajde, ampak jaz filme in serije danes gledam in sem nekako ful pozoren ratov pač na fotografijo kot tako. In zdaj, pač v tvojemu filmu je meni pač, da je bilo res lepo. Ne sam posnet lepo, ampak da je bilo lepo. Kaj pa naš nune, fore, ker jaz ne vem, v kakšnih filmih lahko daš pauzo, pa ki se lahko samo in kadar gledaš, pa je lepo. In tam je eno te stvari, ki je bilo lepo. Zdaj pa mene zanima, od česa je to odvisen? Da zdaj sploh ne znamo vprašati. Prosi vprašati, zato ko eni rečejo, da je to samo lepa fotografija. Ampak lepa fotografija je to, mislim, Simon Tanjšek, ki je naredil vrhunsko in dela vrhunsko tudi stvari, ampak ni sam on. V bistvu tle je skupek ljudi, ki smo delali v pripravah, tle je Katja Šolta, scenografinja, Pija Prem za Šinigoj, kostumografinja, ki smo nekako oblikovali to vizualno podobo. Mislim, tudi Jabolka na mizi, ki tam je zato, ki smo mi eno leto prej predvidevali, da je, mislim, blok, ki smo imeli gradne v studiu, je bil tam nek Šolter električni noter in scenograf nam vprašal, zakaj smo mi to dali tle? Ker nismo snemali sceno, ker on prinese gramofon, zato smo dali ta Šolter. V bistvu, ena stvar je bila to, da smo mi zelo dolgo razmišljali, kakve vrste barvno paleto, kako bo ta film izgledal delali, imeli referenčne filme in nekako pol so sazga nekaj potegli, kar nam je bilo všeč in nekako naredili neko novo podobo. Pol druga stvar je pa tudi na način, kako smo snemali film. To je film, ki je imel cel digitalni workflow. Bil prvi film, ki je imel cel digitalni workflow. Nismo snemali na film, smo snemali na Arri Alexo in na RAW formatu. V bistvu smo imeli isti workflow, ki ga je imel Tazan Bond. V bistvu. Nekako, to je takrat nova tehnologija, ki je ven prišla in smo imeli, v bistvu na tem področju smo bili prvi, ki smo delali. Tako smo se tudi mi skupaj učili. In je to pol pri obdelavi slike na koncu tudi veliko pomembno. V bistvu. Mi smo dejansko na RAW format snemali. In to je zelo velika količina in backupa in ljudje so delali tako, ker smo imeli kakšen zahteven snemalni dan, so pa še 3 dni backupirali to, ker je to, ki zapisa veliko, to so terabajti in terabajti, ki se morajo skozi backupirati, ker da ne bi slučajno se nekaj izgubili. Se to je, čim delaš s kakršnim, ko jaz pa tudi tukaj vidiš, da 3 zadeve, ko snemajo. No, gled, to, ki si rekel, digitalen pa to. Kakšna je razlika, mislim, a ti, ker si delal film, kako si razmišljal, da bo to, kako bo na platnu izgledalo, pa kako bo izgledalo na TV-jih, oziroma pač kako bo to doma. Se vem, da je zdaj manjša razlika, ker res lahko tudi plazme, pričakuješ, da je doma ogromne. Jaz mislim, da je kvečem večja zdaj. A da je večja? Da je večja razlika, zato smo ljudje začeli na iPadu pa na iPhone gledati tudi stvari. Zaradi ta manjših zaslonov. Mislim, jaz sem razmišljal o tem, kar dosto v bistvu, ampak zelo veliko sem tudi razmišljal, kako to na platnu funkcionira. Recimo, bilo je tudi primer, recimo, da je kdo od drugih sodelavcev pri filmu, v bistvu tako, ki je gledal film v nekem tej fazi nastajanja, da mu kakšna stvar ni funkcionirala, dokler je ni videl na platnu. Recimo, ta scena opere zaživi na platnu, tako kot nikjer druge. Ampak imaš pa pol tudi, jaz mislim, da vsak, ki ustvarja film, nekako mora imeti to zavest, kje se bo ta film predvajal. In jaz sem imel to, da bo slejko prej ta film možen gledati tudi na iPadu. Jaz upam, ker jaz mislim, da je future distribucije je tudi ta video on demand. Mislim, da je video on demand edini legit distribucijski model, ki bo preživel in ki lahko porazi piratstvo. To je, ker pač če Simple
pa Simple dobiti legalno kopijo, zakaj bi se obadil s torrenti pač. Ja, pa niso če jaz tole pač gledam televizijo, Apple TV, za 3 evre lahko pogledam film v HD kvaliteti. Ja, točno to. Ne bom še jaz na pa torrentih pa iskal, pa da slučajno kakšnega porniča zakamufliranega dol ne snamem ali pa karkoli. Ampak je to edin future, se mi zdi, da je to. In mislim, tlak je šel ameriški indie film, ki so v zadnjih letih imel hude probleme, po tem uspehu Tarantino pa in teh v 90-ih letih je imel zdaj eno vakuumsko luknjo v teh prvih 10 letih novega tisočletja, zdaj se je začel popirati in začenja to delati hkratno distribucijo po kinih in istočasno, da je dostopen na video on demand. V bistvu imajo ponovati mali filmi, Edward Burns recimo, ki ima recimo filme vrti samo v New Yorku, po Los Angelesu, pa gre po festivalih po Ameriki, pa veliko PR-ja naredi, ampak dejanski biznis naredi pa video on demand. Ker kaj je? Ti pa jaz slišva za en film, da ga hočeva zdaj takoj videti. To je pač posledica interneta. In če ga imamo zdaj takoj na voljo, ga bo tudi plačala. Ja, to je res. Ne, se gleda Edwarda Burnsa, on je en tak, ki je prvi začel tudi zajti, jaz sem na prvič videl, da je bilo v trailerju tako, da bo, sploh ni bilo, kdaj bo in theater, se bilo available on iTunes, Ja, on je tako biznis naredil. On je naredil tako biznis tem Newlyweds, ki je delo, je naredil toliko velik biznis, da je lahko tako drug film šel posnet. Ja, da je zaslužil. Ja. On je začel zelo nizkim budžetom s Friendly delati film, kupil ta fotoaparat Canona, naredil ta Newlyweds s Friendly med vikendom, zaslužil in lahko si prvošel, da naslednji film ima večji budžet in tako počasi je v bistvu na daljši rok bo on lahko čez 10 let naredil legit film. No, zdaj pa, ki si že spet Canona omenjal, tako sem se z Uršo pogovarjal, pač nam te že to že ona rekla, da kako je to demokratizirala, pa da je dal šanso, mene bolj zanima pol ta drugi del montaže pa tega, pa vi ste zdaj v roju snemali, ali pa če tam s Canonom delaš, koliko je še zmeraj problem Discovery, koliko je še zmeraj problem imeti, ne vem, jaz sploh ne vem, koliko tera ste imeli. Mislim, moje ne smem povedati, mislim, problem je, ker ti ne delaš s tem množičnim tera materialom v montaži, ker se pa to downgrade na nek format. Ampak ta prvo je pa še zmeraj, to treba imeti nekje shranjeno. A se ti zdi, ker to me res zanima, mi je že žal, da nisem še vprašal, ampak se mi zdi, da je meni se tako zdi iz unika gledam, da je Discovery res ta največji problem. Mislim, najbolj šibek člen v tej verigi, ker računalnik še nekako dobiš, recimo. Discovery, če delaš manjše projekte, recimo snemaš na Canon, Discovery je zelo pocen. Ker pa delaš na RAW format, imaš toliko terabajt in terabajt backupa in v materijala pa niso dost te diskove, ki ga dobiš v Big Bangu ampak moraš res really stuff kupiti, da to ostane gor. In to je tist, ker je pol neka investicija razloga. Meni se zdi, da je pol nekako, kada je to nadomestil film. Se ga je? Ampak tudi v smislu stroška, kot film je bil zmeraj tako, je bil film. Jaz mislim, da je to ta napačno razmišljanje, da v bistvu zdaj s to digitalizacijo, če ti delaš tako koliko smo videli s takim workflowom. V bistvu ti v generali ti ne poceni. No, se to sem mislil. Ampak ti pa dovoli nekaj, kar ti pa film ne dovoli. Se pravi, jaz sem v bistvu med snemanjem filma montiral film že. In smo, tako ko so v starih časih, ko so po snemanju imeli screeninge, v bistvu delimo, smo mi lahko imeli. Zato, ker nam ni bilo treba na RTV dati razvijati filma ali pa dati v Budimpešto razvijati filma, ampak smo dejansko tehnična ekipa je že pripravila material, da smo ga mi lahko pogledali konc dneva, kaj smo posneli. In smo imeli nekako skozi nadzor nad filmom. In veš, tudi če nam je kaj ratel, le en kadar smo pozabili posneti. Pa smo pa čez 3 dni ga v enem drugem placu spejkali in ga posneli. Mislim, nek tak workflow, neka bolj večja kreativnost, bolj nadzoruješ celo zadevo. Ni sam tako, veš, tako je bilo čas, ne vem, direktor fotografije postavil luč, samo on ve, kako to na konc gleda in ni je moč zaupati. Še zmeraj smo imeli to, ampak v bistvu nekako imaš tako, vidiš, ta film raste in veš, kaj moraš narediti. Hkrati tudi vidiš v bistvu pri igri, kako mora kakšen karakter se razvija. Kako, recimo, rečeš pa igralcu drug dan, pojmo raje v to smer, ne pa v to, ki smo mislili. V bistvu je nadzora več, ne? Nadzora več. Večja kreativa. V bistvu, to je tako tul. Tako.
Se to najlažje se tako predstavljate včasih, ki je doma folk slikal s fotoaparati na film, ali pa zdaj, ki lahko pogledaš v LCD. Pa narediš. Je pa napaka v tem, da folk, tako kot je prefotkan, je bila prej naredila eno fotko, zdaj jih pa narediš 10. Ampak moraš imeti pa še zmanj ta nadzor, v bistvu neko to zaupanje. Ne smeš zaradi tega enormno količino materijala posneti. V bistvu moraš vedeti, kak film delaš. No. In je pa bolj za ljudi, ki začenjajo se s tem ukvarjati, lahko pa dosti več eksperimentirajo. Mislim, jaz nisem imel nobene možnosti, da bi na osmičko takrat snemal ali pa karkoli. A veš, ker to takrat to nekaj stane, imaš med kamera, imaš med bila en kup stvari. Sem se s tem srečal šele na akademiji, ampak je super, ker ima to tudi film, ima tudi svoj čar, kako ga delaš. In to, mislim, moraš ti prvo razgraditi film v svojo glav, da ga lahko ne ven. Ne moraš kar snemati. Pa upati na najboljši. Prejva na strojno programsko opremo. Pa te zdaj nam za filme sprašal, ker ti to je bil pač res proper film. Zdaj, če ško rekel, jaz tuče da blik, bo tako, okej, ja, v redu. Pa pol, kaj ti uporabljaš, ne? Pa gre, ajde, komp, pa telefon. Zdaj sem pristal, da imam sam MacBook Air. Aha, si vse stalo skenslil? Ne, ostalo sem skenslil. Imel sem še doma stacionarca enega, ki je tak workflow mašina, ampak si rekel, zakaj, mislim, ni nobenega smisla. Air je točen kompjuter, ki ga rabim. Baterija dosti drži, hiter je zaradi SS diskov in to je tisto, kar je meni pomemben. In da ne razmišljam o antivirusnih programih in teh nebulozah in da dejansko je urodje, s katerim delam. Sam sklepam, da ga imaš priklopljenega na nek displej doma, pa ne? Imam displej, nek Samsung, mislim, da sem en koliko je vestinčen, kitajska, ampak tako kombiniram, ker se zelo hitro naveličam. In potem moram malo spremeniti, ker vsak dan piše scenarij ali pa neke druge stvari delaš, se zelo hitro naveličam in potem ne spreminja. Pa telefon imaš kaj, to je 5, ne? To je 5, ja. Zdaj sem šel na 5. Okay. Kaj imaš pa od tablic? Od tablic sem pa iPad 2, okay. 2x razbito, ampak je zaenkrat korist še tako, zdaj bolj povita z selotejp in s tem, ampak dela še. Pol pa Kindle, v bistvu, ki pa tudi sem zdaj v fazi kupovanja Paperwhite, ker sem imel pa Kindle 2, mi pa odnesel veter iz neke zida, ki je prelahke. Ampak Kindle je super stvar za brati. Pa iPad je tudi super za brati, zato ker odkar imam v bistvu te neke tablice, ne printam nič. Ker res tudi zelo veliko scenarijev preberem, ali pa mi pošiljajo ljudje za prebrati in prej je bila taka muka na kompjuterju, ne moreš brati, printati pa škoda. Aha, lepa. Pa gre na programsko, pa tam prvo sam na kompu, na Airu, Safari ali Chrome. Safari večinoma z asistenco Chroma. Kaj, flashka še nekaj? Ne, flash, to ni problema. Problem rata včasih, recimo zdaj rata problem s klikom, neki bug ima, ker plača se sesuje Safari. Aha, ok. Ni problem v Safari ali pa kliku. Bolj v kliku, verjetno. In pol v bistvu za te neke slovenske državne operate uporabljam Chrome, ki je zdaj nekak standard rata. Pa sam še za montažo, da te glih to, ali iMovie, ali si Final Cut, ali si Avid. Mislim, za domače uporabljam iMovie na Airu ali pa na iPhoneu ali pa na tablici, v bistvu, ker je čisto za te malo posnetke skupaj dati. Čisto dost drugače za film, pa večinoma montiram na Avidu. Okay. Ker je nekako, na akademiji smo že s tem začeli se nekako... isto Urša rekla. Se z Urša so bila sošolca. Se. In se nekako naučiš in tudi vidiš, da nekako za film, za to količino materijala najbolj ima neke sistemske stvari. Lepo. Je pa stvar montažera, ker moram reči, z montažerem delam, tiskar on uporablja, pa tudi se jaz prilagodim tem. Pa na telefonu, kako stanju v nekaj... To dobro poznam, to je veliko. S tem se hočem izogniti. Hočem se izogniti tizmu. Enih istih stvari. Prvič enih istih, pa drugič unke je ta teden popularen. Pa jaz ga uporabljam, pa ga pa trikrat ljudje poželjam. Jaz v bistvu sem skenslil, imel sem na prejšnjem iPhone imel milijažent teh aplikacij gor in jih nisem uporabljal. Zdaj pa imam na ta novem sam tiste, ki uporabljam. Največ uporabljam vse, kar se tiče Evernote. Ne sam Evernote, ampak Evernote ima super te side produkte, ki jih je kupil.
ta penultimate, pa Skitch, recimo, pa kar je dober, je meni super Hello, Evernote, pa Food Evernote, ja. To je genialno, ker zmanjam imam probleme, pijem neko vino ali pa jem neko kosilo nekje in se zmanjam pozabil, kjero vino sem pil, kaj se delal in tako zmanjam fotkam zdaj zdravim in se nekako zabeležim, tako da rečem, tale vino, to je dobro, to mi bilo všeč, piči. Pa Flipboard, Zeit, v bistvu ta Zeit, ta evropski, ki je v bistvu nekako one dva sta skupaj, ja. Sta skupaj, če pa Flipboard mi je bolj všeč, ker Zeit je že nek agregat od zadaj, ki ti ponuja neke stvari. Flipboard je pa res kot nek lep RSS reader, ker ima stvari, ki te podgovarjajo noter. Pa kaj še pravim? Zdaj je Mailbox, v bistvu zadnji mesec, ker je super, ker končno je nekdo nekaj naredil na mail klientih, ker so disaster bili zadnjih. To je edina stvar, ki se ni nič spremenila. E-mail se ni nič spremenil od prve stvari, res tak neka grozna stvar. In neki so poskušali Google, kaj imel ta Google, imel neki poskus. Ne, Sparrow je bil, sam to mislim. Sparrow je Google kupil kot klient, ampak Google je hotel reinvented Gmail, oziroma ne Gmail, e-mail. Neki Wave, to je. Dobar, ti si pozabno. Ampak Mailbox je pa v bistvu prvi klient, ki izkoristil vse funkcije touchscreena. Da imaš v bistvu to in da je zelo... V bistvu ti je fajn stran metod maile. Stran maile, later, da si jih daš pa lepe. Mislim, se to, zakaj bi neko grdo stvar uporabljal. Mislim, jaz se zelo držim teh keep it simple and stupid. To je najbolj pomembna stvar in tudi recimo, na kompjuterju isto uporabljam stvari, ki so simple. Recimo pa ta Tošelj uporabljam od slovenske finance. Kaj še uporabljam? Tošelj je super app, ja. Tošelj je super app. Pol uporabljam teh VoIP-ov klientov, uporabljam Voxio, tudi slovenski, pa Viber, občasno največ pa Skype. Skype je tako... Oni Estonci so res vedeli, kaj delajo, se to je dejstvo. Ja, to. Pa Vine, v bistvu, zadnje. To pa valjda, če pa to ne bi bilo neki narobe. Vine je pa nekaj genialnega. Super, pa je ta še novi slovenski app, ki je pa super, ki pa pomaga, da postane nov Instagram. To pa je Povio. Povio, to je pa nekaj, kar pa nazadnje pomislil, ko sem prvič inštaliral Instagram, da ima neko to možnost. Ne, mene je hud koncept, mi je vse sam malo confusing. In ko le najdem settingov, pa sem jih še najdem. Ker ne rabiš? Se vem, da ne rabim, ampak nekaj etra, ki avtomatično sporoča lokacijo. Jaz sem baš malo tako, ne da sem paranoičen, ampak meni res lokacijo, tako res, pač mi je glupo mi je dejati od sebe. In pa jaz zmeram tako resko, jaz sem se pa teh stvari imel isti to problem. Lokacija in vse to, kaj oni moje adrese poskenirajo in vse to, ampak kaj kurec. Oni tako se vejo. To vem. Tudi, če ti ne daješ od sebe. Ne, to je jasno. Jaz sem samo, kje sem jaz trenutno. Sam to vejo. Če bojo tako. To je res, ne da oni vejo. Meni tako ne da folku poveš, ki tam aktivno recimo ima požiže, jaz sem maklejo. Ne, pač le ima slikco, ne. To je res, ja. Ampak eni so pa, v bistvu, eni pa tudi s to lokacijo izrabljajo, da se pohvalijo, kje se. To je dejstvo. Ampak ne, meni je vitek smešan info, ne, jaz z Google ne bom dal moje telefonske številke. Pa star 99% tvojih kolegov je dal tvoje telefonske cifro, Yahoo, Google, Microsoft, to je vsem. Ja, to je itak smešno. V bistvu največ pa še upravljam, mislim pa Dropbox sem od začetka, mislim, takrat sem še alfa verzijo, sem bil tester, tako da mi je super stvar že od začetka. Vse, kar se tiče iCloudu. Ja, pa ti dela iCloud, boš naštale ali ti dela? Ne, super. Z iClouda nisem nikoli nobene štale. A res? To si pa nikoli, ampak v bistvu sem imel že pred ta .Mac account, pa MobileMe account. Na .Macu si imel account, vsaka čast. In v bistvu vse, kar imam, v bistvu zdaj iClouda, odkar se je pojavil, še nisem plačal. Ki ga Apple kar zastojn dela, vsako leto, leta stot. Mi pošle, mail, potekla bo subscription, ga ne plačam, če se pol naslednji dan, smo vam kar podaljšali. In očitno nekaj novega pripravljajo, zato podaljšujejo, da ne bi. Ali pa da sem že preveč takrat preplačal. Si za MobileMe zmogel tako $100, ne? Ne, 70 €. A si je sam meni bo zaradi puša in vseh teh stvari. In iCloud sem pa začel tudi zelo veliko uporabljati. Mislim, Dropbox je neka stvar, ker hranim stvari, pa mi je super za šeranje, ker delam z drugimi ljudmi, da šeramo isti account, isto pa Evernote, vrhunsko.
iCloud mi pa veliko uporabljam za pisanje, v bistvu, ker vse te aplikacije... To je pač ene ekstra vprašanje, ker je veliko pisanje, ne? Pa zdaj povej, za iPad, kje pišeš na kompu, v čemu pišeš? iWriter je v bistvu app, se tudi pižam, mislim, da je to reklama, ne vem, kdaj nazaj, ampak iWriter je to, ker mislim, imamo en kup teh Word procesorjev, ki ima en kup funkcij, ki jih sploh ne rabimo. Te sami distraction so. V bistvu edina stvar, ki je piši. A pa pišeš navadno ali v Markdownu pišeš? V čemu pišeš? Mislim, zdaj tako, da sem začel za scenarističen, v bistvu to, kar pišem scenarije, ker jaz sem res po mojem edin v Sloveniji, ki sem vse te scenaristične programe dal skozi in vem za vsazga, kje ima probleme in kaj je dobro in kaj je slabo, večinoma kaj je slabo. In sem šel v bistvu na markup sintakso Fountain, ki temelji na Gruberjevi, ampak je v bistvu prilagojena za scenaristiko. In pol v bistvu ti pišeš v plain textu, lahko v mailu, kjerkoli ti pišeš z določenimi pravili, ki so zelo simple, napišeš in pol preseliš v drug program ali pa eksportaš ven in ti naredi kar formatting kot scenarija. Lepa. In v bistvu se ne ukvarjam več s tem, kako ne plačujem več $150 za final draft, ali pa za, mislim, se imaš Celtics, ki je zastojen, ampak greš enkrat pisati, pa imaš enkrat 100 strani scenarija, vidiš vse te pomanjkljivosti, ki jih imajo vsi te programi. Ker to je res tisti problem, v bistvu krata. iWriter pa z asistenco, v bistvu, ne vem, Pages imam gor, Office-a nimam že 5 let, ker ga ne jebem, ker to je na Macu sploh je tudi za... Na Macu je grozno. Čeprav moram reči, da recimo Office, pač kakorkoli, Word, se še zmerno da dosti clean narediti, sam se moraš obadati z njemu na začetku. Moraš se obadati, ampak se zdaj tlem par friendom rekel, da Pages uporabljeni. In so začeli na Pages in so že Pages je full simple. Drugač pa, zdaj smo imeli, ker v bistvu so na bitnih pogovorih, ki so imeli na eno podcast, so jih o Markdownu pogovarjali, ker so vsi Apple in ne iWriter in to, Potem pa tudi v glasu tako je slovenski, ne rekel Write Monkey, si ga rekel? Ja, voda, si ga testiral. Mislim, meni je Write Monkey, jaz ki imam Windows mašino, za karkoli daljšega, se mi zdi Write Monkey epsko. Write Monkey je bil pred iWriter. Predvsem. iWriter je sam to zaradi tega popularen bil, ker je prišel najprej na tablice, pa na telefon, pa lepe. Oni so pa ta focus mode, ki ima noter, ki je genialno. Ker ne vem, zakaj se to ni noben prej spomnil. Ti imaš sam pred sabo ti stavk, ki ga pišeš, vse ostale pa malo v bistvu zabljaranje. In je to neka funkcija, ki bo po moje vse te Word procesore prišla zdaj. Slejko prej. Fajn bi bilo, da bi. Že oni so ta marker dali, že tako vem, so ga dali modrega, ker prej so bili vsi te črni. In zdaj so že mislim, da Pages, ker že ima modr. Že počas to ima dela. Ampak iWriter ima tudi pol dober v bistvu integracijo z iCloudom in je super, recimo, ne vem, telefonu nekaj napišem, pa imam iWriter na kompjuterju odprt in se kar piše na kompjuter. To sem jaz pa reč v Google Docsih videl in je Magic. To je isti Magic, je pa edina stvar, ki mi je žal, v bistvu to, da Apple, da Jobs ni mogel kupiti, oziroma da mu niso prodali Dropbox. Ker bi pa to bil perfect solution skupin. Sam nočijo oni Dropbox, oni hočejo iCloud. Ne, zdaj iCloud je odgovor na to, ker Dropbox se ni hotel prodati. Ja, se to je tako, ampak iCloud drugače deluje, tam ni toliko tega sharinga. Veš, ti predpostavljal, da če bi kupil Dropbox, da bi še zmerno pustili ta sharing, pa da bi videl ti mape. Oni tega nočijo, da ti map sploh videl naš. Ne, map, to je ena filozofija, ki se z njo strinjam, ker polk jo osvojiš, je res narabiš teh mape. Ja, to je sled, bi se dali v te. Mape so tako kot mail, nekaj, kar je ostali iz prejšnjega stoletja. To je mogoče, to je ena druga debata. Boš lahko, to ni mogoče tudi programska prijema, ker sem na začetku so malo serije, pa ti zdaj rekel, tako sem Urša vprašal, en film, ki ga na vsakega cajta pogledaš, veš, ki ti je res cool, pa še ene 3, ki bi mogoče, ki niso toliko znanja, pa saj ti misliš, da jih ljudje niso toliko videli, pa bi hotel, da jih ljudje vidijo. Marija. To je najtežje vprašanje. Se vem, ampak zelo pa je zaradi vprašanja, kjer ti je tvoj najljubši film, unga, ki ga na vsakega cajta gledaš, ker zihar imaš en film, ki je tako, veš, enkrat... Mislim, zdaj niste rekli Kurša, Fargo. Mislim, zato Fargo mi je res vrhunski film. Pa to ni več narobe, tudi če je Fargo odgovor. Fargo mi je nekaj, ker mi je zelo blizu, tudi se mi zdi moji filmi nekako
težijo k tem. Pa ful mi všeč to, ko Alexander Payne dela, no, recimo Bob Schmidt, pa The Descendants, zadnji film, pa zdaj ima nogo, bo imel v Kanu, ki je vrhunski, ki se že prebral scenarij, ki bo spet super film. To je nekaj, kar mi je blizu, recimo. Drugač pa ne vem, Jacques Tati, recimo, to je prvi film, Jacques Tati ne poznaš. To je v bistvu francoski Chaplin, kratko povedano. Ampak je zvočen film, ampak delan Nemo. Jacques Tati, Mon onkel, v bistvu prvi film, ki se ga spomnim, tako, da sem ga gledal, ko sem bil mali. Kaj ima slovenski? Jaz sem zelo velik fan Franceta Štiglica. Mislim, on je naredil tak opus, oči Peter, pa je naredil tistega lepega dne, se stoji genialno. Pa je naredil 9. krog na Hrvaškem, ki je bil nominiran za Oscarja. Ampak mislim, da je kao hrvaška produkcija. Ne, to je zdaj hrvaški film, to je jugoslovanski. V bistvu on ga je režiral in to, pol je Dolina miru, ok, mi ni toliko všeč, ker nekomu drugom, ampak v bistvu njegov opus je res, mislim, on je prvi, ki je začel delati zvočne filme v Sloveniji in v bistvu, da je tok naredil, take vrhunske filme. Pa gledljivi so, dejansko. Zelo, mislim, recimo tistega lepega dne je nek film, ki ima nekako na prvi pogled deluje zelo lahkotno, ampak od zadaj pa skriva ves problem Primorske in te okupacije. In vse skozi to neko komedijo zapele vrhunsko noter. Pa ima še ena stvar, ki so pa slovenske, až Bukin skala, ne? Ja. Slak pa to, ne? To je bil ta prvi film, jaz sem sicer v kinu, ga moraš gledati, da to dojamaš mogoče, ne? Ampak tam, ko so v uni sobi, ki ti se stav za zobarja, pa to ne. Tam sem prvič videl v slovenskem filmu, jaz pa, in zato me je ta tvoja opera, kadar, ne, da malo vrnila se še na srečo spomena, ne, da je bilo nekaj lepo posnet. Se mi zdi, jaz ne vem, mogoče so kakšni drugi slovenski filmi, pa očitno jaz nisem videl, ampak se mi zdi, da Butin skala ima ta feeling, ne. Jaz ne vem, kaj je Slak takrat počel, oziroma da je fotografijo delo, ne. Ampak, imam prav, ali ne? Ajš, kaj hoče reči? Ne, jaz mislim, da imaš prav. Jaz mislim, tako, ker Slak je bil tudi moj profesor na akademiji. V bistvu Slak ima, ker se tega tiče, nek vizualnega pristopa pa njegovih filmih. Mogoče neki filmi niso toliko funkcionirali za zgodbi in v tem, ampak neki vizualni pristopi, ki jih je pa on počel, pa kako je v bistvu s kamero obvladoval, je pa res nekaj posebnega. Mislim, da Klopčič je mogoče še tako v najboljših cajtih. Pa mogoče Karpov tudi, ampak to so neki različni avtorski pristopi. Se mi zdi, da se da, ampak treba se osvoboditi tega, brez vedeti, kaj je treba narediti. No, vse, ok. Ampak ne, tako, to sem se prav spomnil, ker ta lepost je doskrat manjkala v slovenskem filmu. Ne? Ampak smo imeli že včasih, si imel tako kakšne kadre, pa približno, mislim, stvari, ki so bile proper lepo narejene. Ne, pusti zgodbo, pa kako funkcionira. Mislim, zato me je to spomnil, ta tvoja v operi. Mislim, Hladnik je imel tudi, recimo, v Plesu v dežju, pa mi ni film najbolj blizu všeč, ampak ima noter neko sceno drevesa, ki se preveli v ulico, ali ne vem, če se to spomnim, ampak to je vrhunsko narejeno, pa to bo šel ČB. Wow, kako je to naredil. Je pa res, da ne moraš videti na platnu, da to spoštuješ. Na TV-ju, mislim, da... Ja, pa na dobrih kopiji moraš videti. Veš, kaj je problem? Problem je v tem, da filmske kopije, ki se vrtijo, vsake vrtenje filmske kopije, ki je to mehansko, se poškoduje. Sam vse zgleda kot Grindhouse. Čez 5-10 let. Že to, da se film vrtel v kino en teden, je že, ko pride v drug kino, je to že disaster kopija. Ker mi pa tudi vrtimo film na digitalno DCP in je to druga stvar. Zato bi jaz šel gledati, da obstaja nek print Shininga, kjer vse funkcionira in ni menih prask in pac gor. Ja, da obstaja nek en je, ki ga tako pokažejo na 5 let, ki ni tako napisano. Jaz zaradi tega se zelo pristašte digitalne kopije, ker je vsakič, ki gledaš film, je tak, ki mora biti. In tudi, recimo, ki si ti gledal verjetno Kino v dvoru film, je film tak, kar mora biti, ker oni imajo res tipi-topi poštivano, tudi kar se tiče prikazovanja. Koliko je kolesej za naš, ne bomo več govorila, ampak v glavnem, zdaj pa še to zadnje moje vprašanje, en kos strojne opreme, nekaj fizičnega, ki misliš, da je bilo zate narejeno, oziroma ko nekaj, ki si imel, pa kaj ti je, moraš povedati, to je standing desk, stoječa miza. Ja, to je nekaj, ki furam zdaj že nekaj 4 leta bo počas. To je v bistvu, z mene sem imel problem, ki sem pisal ali pa delal, se toliko polenil zraven, počival. Standing desk mi daje pa to koncentracijo, pa ful več stvari, tudi ko grem na sestanke, ponovadi po 5 minutih že stojim, pa da hodim gor pa dol po sob, zaradi tega, ker lažje funkcioniram.
mentalno. In to je v bistvu neka stvar. Zdaj sploh ne morem, da bi pisal za mizo. Da bi se delal. Ja. To sem to jaz tudi že zmeraj razmišljal, to je z mojo ogromno hrbtenico. Ampak to moraš probavati. V bistvu ni lahko začeti. Prvi mesec je problematičen, ampak v vsakem predlagam, da si najprej na obstoječo mizo da na pravo višino, da se poviša. Pa če ustreza ali kupš, ki so, nažalost, so ful drage te mize, če jih kupš, jaz sem jo dal pa mizare narediti. Tako da je super. Odlično odgovor, kaj mi rečem. Hvala. Hvala tebi, me veseli, da sem postal legitimni član. Član družbe Edinburgh. Jaz sem zdaj unika pasport metala za legitimne člane. Tako da to zdaj ne govorim več, kjeri so ljudje. Ker je toliko zarasla cifra, da se jaz več ne spomnim. Tako da si tam in boš. Jaz povem, da sem 17. Hvala. Ker sem danes zjutraj poslušal 16. epizodo. Hvala še enkrat. To je to. Pa pejte film gledati, ker je legit. Sem to rekel. Tole je bila 17. epizoda Aparatusa. Matevža na internetu najdete na matevzluzer.com. Mene na internetu mogoče najti na Twitterju pod @anzet, lahko mi pa tudi mail pošljete na anze@aparatus.si. Na aparatus.si so pa tudi vsi ostali pogovori in če tole slučajno poslušate na iTunesih, bo kakršnakoli ocena tam dobrodošla, ker tako še kakšen poslušalec najde tale moj podcast. Evo, to je do naslednje srede, to užijte. Čau.